Prisrčna hvala, ker ste se tako disciplinirano spet nazaj umestili na vaše sedeže v pričakovanju panelne razprave, ki je v našem programu, ki naj bi se začela ta hip. Žal čakamo še eno udeleženko, in sicer predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ampak mislim, Katja, da smo se kar odločili, da začnemo in bo potem Irena pač odgovarjala na vsa 3 vprašanja hkrati ali pa že kako, se bomo prilagodili situaciji. Sicer pa imamo za razliko od zadnjega posveta, lani veste, so bili z nami predstavniki kar 6 oziroma 7 ministrstev, tokrat smo se odločili za nekoliko ožji izbor in med nami pozdravljamo dr. Darjo Piciga, čisto na skrajni levi strani, iz Ministrstva za okolje in prostor, gospo Hermino Oberstar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Kuntarič-Hribar, kot rečeno, prihaja, je na poti, in pa magistra Katja Dovžak iz Ministrstva za izobraževanje. Panelna razprava, torej ne zaporedne predstavitve, pač pa mišljeno je 3 vprašanja, ki zadevajo delo v prihodnje, dolgoročno in kratkoročno, pa tudi medsebojno sodelovanje vseh teh 3 oziroma 4 ministrstev. Ampak preden preidemo k razpravi, bi pa želela govornice opozoriti, da se bomo tokrat organizatorji striktno držali nečesa, kar ste udeleženci omenili v zadnjih evalvacijskih vprašalnikih, namreč tega, da se moramo držati urnika. V ta namen smo angažirali našega sodelavca Darjana, ki je pravšnja oseba za to, da bo deloval kot zvonar. In sicer ima vsak odgovor namenjenih 5 minut in po 5 minutah bo Darjan neusmiljeno zvonil, dokler ne bo tista misel zaokrožena. Žal, ampak resnično spoštujemo vaš in naš čas. In kot rečeno, govornice so bile tudi naprošene, da se držijo tega urnika. Radi bi pa izvedeli čim več. Naša vedoželjnost je neizmerna, torej začnimo. Prvo vprašanje, ki bi ga vam rada zastavila, je to, kateri so ključni strateški cilji, torej ta srednjeročni, dolgoročni vidik, morda do leta 2020, ki usmerjajo delo vašega ministrstva. V luči operativnega programa, v luči resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih, kajti ministrstva, ki niso naša, čisto naša, ampak so naši prijatelji, sodelavci, pač imajo različne dejavnosti, ampak tokrat želimo poudariti predvsem našo povezavo, vaše delovanje, ampak povezano z izobraževanjem odraslih. Ampak iztočnice bomo gotovo dobili v našem domicilnem ministrstvu, zato Katja, prosim, če ti poveš nekaj na to temo. Draga Zvonka, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat, vsi skupaj, dobrodošli na današnjem posvetu. Je zdaj boljše? Ja, boljše je. Če govorimo o strateških izzivih, kar je bilo postavljeno v vprašanju, smo nekaj od tega že slišali na samem uvodnem govoru naše gospe ministrice. Ampak saj veste, kako je. Zadeve je treba večkrat ponoviti, večkrat ponavljati. Kot bi rekel dr. Pavliha, tudi ponatis je kdaj potreben. Zato mi opravičite, če bom ponovila tisto, kar ste morda že prej slišali. In obenem takoj na začetku opravičilo, če bom terminološko morda ubrala kakšno napačno pot. Namreč glede terminologije same imamo tudi na ministrstvu kar veliko težav in vse tisto, kar se na andragoškem področju dogovorimo, mi v sektorju za izobraževanje odraslih in v direktoratu dejansko zelo težko tudi implementiramo v praktično rabo. Tako da je en primer, ki ga želim samo ilustrativno, preden mi začne teči 5 minut, povedati, je to, da resolucija o nacionalnem programu govori o zmožnostih in ne o kompetencah, vendar naš boj, da bi v operativnem programu razvoja človeških virov do leta 2022 uporabili slovensko besedo zmožnost, ni uspel. Kot veste, operativni program med drugim tudi
ta termin še vedno ohranja tako, kot je bil recimo po starem. Če govorim o strategiji, je moje mnenje, da je zato, da mi dosegamo naše cilje na področjih izobraževanja in tudi usposabljanja, na prvem mestu zagotavljanje kakovosti. In to na vseh ravneh in tudi kakovost povezljivosti med različnimi ravnmi izobraževanja. Postavljam kakovost na prvo mesto tudi zato, ker je bilo v predavanju pred menoj izpostavljeno to, da bomo razvijali nove programe specializacij, ki bodo dajali javno veljavno izobrazbo in programe dodatnih kvalifikacij, katere bodo podeljevali delodajalci. Se pravi, kakovost potrebna tudi na tej ravni. Seveda, vsi naši strateški izzivi, kot je rekla Zvonka, temeljijo na naši resoluciji in tudi na priporočilih in usmeritvah, ki jih imamo strani Evropske unije. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja mora imeti vedno predviden izid. To je ali ustrezno znanje, splošne in tudi poklicne kompetence ter spretnosti, vse zato, da je posameznik zaposljiv, da je aktiven državljan, da govorimo o trajnostnem razvoju in tudi o osebni rasti. Na tem mestu poudarjam pomen temeljnih kompetenc, ki jih na pristojnem sektorju, na ministrstvu vedno znova razlagamo, jih utemeljujemo in tudi branimo. Temeljne kompetence so nujno potrebne za to, da odgovarjamo na izzive časa. Temeljne kompetence bomo na sektorju implementirali tudi v prihodnje v okviru različnih posebnih programov za izobraževanje odraslih. Sicer pa so kot take vkomponirane v programe za pridobitev izobrazbe na vseh ravneh in tudi, če je bilo prej pozabljeno, poudarjam, da tudi v nove programe specializacij. Nadalje se mi zdi pomembno, da je pomemben strateški izziv vključujoče izobraževanje. S tem mislim na zagotavljanje enakosti, nediskriminacije, na spodbujanje državljanskih kompetenc, skrb za manj izobražene in druge ranljive skupine in seveda, čedalje bolj pomen medkulturnosti. Dalje, izziv, ki je vedno nov in ves čas, je razvijanje inovativnih pristopov in pestrosti programov, vključno z IKT podporami, novostmi na področju digitalizacije in vseh podpornih dejavnosti. Nadalje, podpiranje izvajalcev, s tem mislim na organizacije za izobraževanje odraslih na eni strani in na učitelje in druge strokovne delavce. Pomembno se mi zdi poudarjanje in implementacija ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, kar je tudi naš izziv in obveza, ki jo imamo v dokumentih Evropske komisije. Nadalje, mobilnost, pomemben izziv tako v domačem prostoru kot v mednarodnem okolju, s poudarkom na prenosih dobrih praks, na plemenitenju domače prakse in razvijanje seveda konstruktivnega dialoga z vsemi deležniki. To bi bilo na kratko, kar se tiče naših glavnih strateških izzivov, ob tem, da je pomemben strateški izziv na normativnem delu sprememba zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, na točki javne mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih, sprejem in posodobitev nekaterih pravilnikov in seveda pričakovanje podatkov iz tekoče raziskave PIAK-a, kjer pričakujemo seveda pomembne informacije o tem, kje smo državljani, če govorimo o kompetencah. Hvala lepa.
Gospa Hermina, izvolite, strateški cilji vašega ministrstva. Ja, lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa seveda v mojem imenu. Ko gledamo resolucijo izobraževanja, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vključeno predvsem v tretjo prednostno področje, in sicer gre za izobraževanje oziroma usposabljanje za potrebe dela. To je tista ključna naloga, kjer pač mi svoje ukrepe in pa tudi svoje sredstva in svoje cilje namerjamo v smislu izobraževanja odraslih. Zdaj, naš ključni in krovni dokument, ki je podlaga pravzaprav tudi za ta del vsebin, je resolucija Zagotovimo si hrano. To je resolucija, ki smo jo sprejeli leta 2011 in v njej postavili ključne cilje, ki jih ima kmetijstvo. To je predvsem naša osnovna naloga, torej zagotoviti prehransko varnost državljanov, potem zagotoviti konkurenčnost kmetij, trajno rabo kmetijskih zemljišč in pa skladen razvoj. In k tem ključnim ciljem je pravzaprav usmerjeno tudi izobraževanje, ki ga nekako podpiramo na ministrstvu. Zdaj, ko govorimo o načinih izobraževanja, so to predvsem izobraževanje v smislu tehnoloških svetovanj in usposabljanj, potem v smislu ekonomskih in pa okoljskih. In s takšnimi ukrepi smo nekako se vključili tudi v samo resolucijo in pa potem tudi v letne programe izobraževanja. Tako da so vse vsebine, ki jih mi nekako podpiramo v smislu izobraževanja odraslih preko letnih programov na področju kmetijstva, gozdarstva in pa čebelarstva. V okviru novega programskega dokumenta, ki je bil pa sprejet v letu 2014, to je program razvoja podeželja, to je pravzaprav nekako, bom rekla, enakovreden dokument, kot je v koheziji operativni program, so pa cilji pravzaprav podobni, kot jih imamo mi v našem strateškem dokumentu in pa seveda, kot jih zahteva Evropska unija v okviru koriščenja sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kar je pa v bistvu tisti naš osnovni sklad, iz katerega lahko črpamo del sredstev, ki je namenjen tudi za izobraževanje odraslih. Tako da je mogoče tle vsebina malo drugačna, da imamo ožje prioritete. Morda še to, v okviru izobraževanja pa pravzaprav mi izobražujemo na eni strani izobraževalce, kjer je največ izobraževanja preko mreže javne službe kmetijskega svetovanja, drugi del imamo potem javno službo svetovanja na področju gozdarstva in pa tudi na področju čebelarstva. Prav ta program razvoja podeželja pa nam nekje omogoča, da financiramo tudi izobraževanje, ki je ali zahtevano se strani Evropske unije, če želimo pač koristiti ta sredstva, oziroma po drugi strani imamo možnost, da tudi sami izberemo določene vsebine glede na potrebe, ki se pojavijo pač na terenu. In te potrebe, pa tudi te pač naloge, izhajajo pravzaprav iz teh ključnih usmeritev. Ko govorimo o strateških dokumentih, recimo, mogoče sam navedem, imamo v teh letih, ki so zdaj pred nami, recimo v prvih 5 oziroma tudi do leta 2020, predvsem recimo povečanje samooskrbe na tistih področjih, kjer imamo manko, kot je recimo zelenjava, potem je recimo veliko namenjamo trajnostnemu razvoju, ekološkemu kmetijstvu, varovanju kmetijskih zemljišč, kajti zavedamo se, da je pravzaprav kmetijstvo nekako, kot rečemo, ima različne razsežnosti, torej ne samo, da skrbimo oziroma da pridelujemo hrano, ampak živimo tudi v nekem okolju, v nekem prostoru, kjer ga naj bi tudi z kmetijskega vidika čuvali in skrbeli za njega in ga pač takšnega, kot je, pustili tudi našim zanamcem. Zato je veliko izobraževanja tudi iz tega področja, tudi iz vsebin prilagajanja podnebnim spremembam,
trajnemu varovanju voda, različnim okoljskim vsebinam in tako naprej. Tako da torej je samo izobraževanje pa predvsem v smislu izobraževanja za potrebe dela in pa seveda kot torej naslednja tudi izobraževanje ljudi, torej celotne populacije, da se zavedajo tudi pomena kmetijstva, gozdarstva, varovanja gozdov, potem na področju čebelarstva tudi istih vsebin. Najlepša hvala. Zanimive vsebine, ki se nas dotikajo v zasebnem in strokovnem življenju. Hvala lepa. Izrekam dobrodošlico gospe Ireni Kuntarič-Hribar, gotovo je v veliki stiski prihitela k nam, ampak ji pustimo, da še malce zadiha. Gospa Darja, nam vi kaj poveste o vaših strateških dejavnostih? Ja, najlepša hvala in seveda prav lep pozdrav strani Ministrstva za okolje in prostor. Jaz upam, da se dobro sliši. Bi prosila prvi drsnik od predstavitve in sicer že začenjam z nekaj slikami. A je možno? Slike prihajajo. Aha. Namreč mi se ukvarjamo ne samo s konkretnimi okoljskimi problemi, pa s tem, kako bomo, ne vem, bolj učinkovito ločevali odpadke in se varovali pred neurji, kako bomo pravzaprav varovali našo naravo, še posebej zavarovana območja in tako naprej, ampak se dejansko ukvarjamo zelo veliko tudi z globalnimi izzivi, gledamo v prihodnost, delajo se scenariji pod vplivom podnebnih sprememb do leta 2050, do leta 2100, pripravljajo se kaži poti na ravni Evropske unije, seveda tudi na ravni Slovenije in zato pravzaprav ugotavljamo, da je nujno spremeniti tudi paradigme ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v vzgoji in izobraževanju. Na spodnji strani imate ponazorjena dva izziva, s katerimi se veliko ukvarjamo. Eno so seveda podnebne spremembe s posledicami, kot so različni ekstremni dogodki. Na desni strani pa gre za vprašanje snovne učinkovitosti, učinkovite rabe virov in seveda tudi prehoda v krožno gospodarstvo. Se pravi, mi se zelo veliko ukvarjamo s drugačno paradigmo v gospodarstvu, zato ker se zavedamo, da je to edina rešitev, če želimo ohraniti naše okolje in zagotoviti dostojno življenje tudi zanamcem. Zato smo letos zelo intenzivno pripravljali nek okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo in v tem okvirnem programu smo seveda opozorili, tudi poudarili, da reševanje okoljskih problemov lahko prinaša številna nova kakovostna zelena delovna mesta. In področja, na katerih ima Slovenija še posebne potenciale za nova zelena delovna mesta, sem ponazorila tudi slikami v zgornjem delu. Se pravi, da s vlaganji, s konkretnimi projekti, z usposabljanjem, izobraževanjem za ta področja prispevamo k reševanju naših izzivov, ki so tako lokalni kot globalni in zagotavljamo nova delovna mesta. Na levi strani imate Logarsko dolino, s katero želimo predstaviti pomen upravljanja zavarovanih območij. V tem okviru poudarjamo predvsem trajnostni turizem in nad sliko Logarske doline je simbol evropskih destinacij odličnosti. S tem želim poudariti, da smo mi zelo vpeti v številne evropske politike in programe in ena od teh
Eden od teh programov ali akcij je tudi izbor destinacij odličnosti, ki so trajnostne destinacije. Slovenija jih ima že nekaj. Drugo področje, lokalna samooskrba, zlasti za ekološko pridelano hrano. Tretje področje, energetska prenova stavb z obnovljivimi viri, z večjo energetsko učinkovitostjo. Tukaj zelo veliko lahko prispeva k revitalizaciji gradbeništva. Nad tem imamo sliko vrtca, ki je prvi leseni vrtec v Sloveniji. In s tem lesenim vrtcem v Šentrupertu želim ponazoriti potencijale, ki jih imamo z gozdno-lesno verigo dodane vrednosti. Spet 10 000 novih delovnih mest, ki jih lahko tukaj ustvarimo. Potem je električni avto, s tem predstavljam potencijale na področju trajnostne mobilnosti. Ob tisti stavbi spodaj, centri ponovne uporabe, se pravi upravljanje z odpadkom in pa snovna učinkovitost, od tega, da začnemo seveda zmanjševati količino odpadkov, da gremo v krožno gospodarstvo, do seveda ločevanja, recikliranja, ponovne uporabe in tako naprej. In pa skrajno desno mi želimo predstaviti, opozoriti tudi, da imamo pri visokih tehnologijah izjemne potencijale, da smo ponekod že vodilni v določenih tržnih nišah. To so elektromotorčki domela za vakuumske sesalnike, se pravi energetska snovna učinkovitost v skladu z usmeritvami, ki jih daje Evropska unija, se pravi pametno povezujemo vse te politike in se seveda tudi na področju izobraževanja odraslih skušamo nekako približati tem ciljem, zagotavljati znanja, spretnosti in kompetence, ki bodo omogočali čim hitrejši prehod v zeleno gospodarstvo. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam. Irena, še tebe prosimo za strateške izzive. Mojo predstavitev bom začela v bistvu s tem, da boste videli, na čem temeljimo, in bom to podkrepila iz slajdki, kjer so gor številke. Tako je najlažje pokazati. Takole. In začnemo z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so hkrati razvidni tudi v letnem programu izobraževanja odraslih. Vedno. Tako da vidite razliko med letom 2014 in letom 2015. Vključitev v letu 2015, veste, da je bilo manj, zaradi tega, ker se je iztekla stara finančna perspektiva. Naslednji podatki so mladi, se pravi ciljna skupina, ki jo zasledujemo, so mladi. Podatki so iz oktobra 2015. Kot sami veste, delamo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja in tlele so podatki o tem, koliko mladih oseb z določeno izobrazbo in imamo na Zavodu za zaposlovanje. No, pa imamo še njihovo izobrazbe. Zdaj imamo pa še dolgotrajno brezposelne osebe. Ja, to je pa naslednja ciljna skupina, se pravi, na eni strani imamo mlade, na drugi strani imamo dolgotrajno brezposelne osebe. Podatki, kot jih vidite, so kar obsežni in vidite, da nas čaka veliko dela v novi finančni perspektivi. Da vam še malo tale podatek popestrim. Od vseh teh 61 000 in še nekaj oseb je oseb, ki so starejši od 50 let, 24 776. To je zelo, zelo veliko. Če bi šli pa še njihovo izobrazbeno strukturo, bi bili pa, mislim, da še malo bolj presenečeni. No, iz vsega tega sledi, se pravi, naši ukrepi, ki se bojo izrazili v operativnem programu za novo finančno perspektivo. Kot veste, smo nosilci dveh prednostnih osi. Ena os je osmica,
spodbujanje zaposljivosti in transnacionalna mobilnost delovne sile. Naslednja je prednostna naložba, se pravi, v tem delu imamo potem še prednostne naložbe. Zopet, zato sem dala prej podatke. Osebe so brezposelne, starejše od 50 let, dolgotrajno brezposelne, izobrazba pod ravnjo ISCET-3 in ranljive skupine. Ko govorimo o mladih, sem vam dala podatke, se pravi, je ciljna skupina mladi do 29 let, pod istimi pogoji, kot sem jih naštela prej. Glede na to, da nas je pa Zvonka opozorila, da moramo malo še pogledati, kako sodelujemo z ostalimi ministrstvi, je pa v tem delu predvsem, prosim? No, tretje vprašanje, je sodelovanje z Ministrstvom za kulturo pa Ministrstvom za izobraževanje. Naslednja zadeva je še prednostna os 8, ko imate aktivno in zdravo staranje. V tem delu je največji projekt, tudi najbolj obsežen, je za zaposlene. Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje, tega bomo, tiste, ki ste prej ukrepke videli, bomo že začeli z začetkom leta 2016 in se bojo nadaljevali skozi celo perspektivo. Tegale C1, celovita podpora podjetjem za aktivno staranje, se bo začel pa konec leta 2016. No, nosilec, ministrstvo je nosilec tudi prednostne osi 9, socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Govorimo o deprivilegiranih skupinah, pa jaz jim tako ljubkovalno pravim netki, se pravi, to so tisti, ki niso v izobraževanju, niso na zavodu in tako naprej. To so predvsem, je program PUM, no, glede na to, da ste tukaj tudi ljudske univerze in nosilci programa PUMO, v petek, se pravi po jutrišnjem, gre na organ upravljanja celoten projekt, tako da res želim, da bomo ta projekt začeli izvajati že v letošnjem letu. Sem takoj, še par stvari. To ste čakala, saj sem vedela. Tako, bom pa zelo hitro še dokončala. Naslednja zadeva, ki vas tudi zelo zanima, je tale preventivni programi v medgeneracijskih centrih in centrih za družino. Tudi tale programček se zdajle zaključuje, mislim, da ga bomo dali naprej v sredini decembra. Kot vidite, sodelujemo v tem delu z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za zdravje. Zdaj bom 2 slajdka preskočila, ker so mi že zacingljali, ampak mislim, da boste tole dobili predstavitev v celoti. Da boste pa točno vedeli, o čem govorimo in s čem je ministrstvo povezano, so pa tele smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja. Te smernice so bile pred enim mesecem sprejete na Vladi Republike Slovenije, so sprejete do leta 2020, tako da zasledujemo cilje teh smernic, ki so narejene na podlagi Zakona o urejanju trga dela. Tudi določeni ukrepi iz smernic so v povezavi z ostalimi ministrstvi in niso vezani samo na izvajanje operativnega programa, ampak so vezani tudi na izvajanje, se pravi, sredstev, za katere imamo na razpolago v integralnem proračunu. To je toliko na hitro, kaj je to, 5 minut, Dobro. Ja, drugo vprašanje zadeva prav ukrepe, ki so na vrsti v naslednjem letu, ki je tik pred nami, tako da, če bi želela še karkoli dodati o tem, kar bo v naslednjem letu takega ključnega, nekako smo se pogovarjali, da bi 3 področja lahko omenila, se razgovorila, 5 minut spet. Ali pa 3. Jaz v tem delu predvsem vidim, iz OP-ja, predvsem to, da res začnemo izvajati malo na daljši rok program PUMO, Ja. Ta se mi zdi pomemben. Poskrbeli smo tudi to, da bo neko vsaj zaenkrat stabilno financiranje za daljše obdobje. Ta se mi zdi zelo pomemben. Potem se začnejo pa izvajati tudi programi na začetku leta, se pravi neformalno izobraževanje in usposabljanje. To je tudi eden izmed večjih projektov. Ta projekt je tudi vezan, tako kot sem prej rekla, na te ciljne skupine, ker smo jih tudi ločili v programu, se pravi za mlade in te starejše od 50 let.
Z integralnimi sredstvi bomo pa tudi nadaljevali z vsemi temi programi, ki smo jih delali do zdaj, se pravi neformalno potrjevanje. Mislim, da je to tisto, kar ste videli podatke od prej. Ja. Se pravi, to je ta vložek, da opolnomočimo osebe na trgu dela, mislim na zavodu, da bojo pač bolj uspešne pri iskanju službe in da se bojo zaposlile. To je naš glavni namen. Ja, super. Hvala lepa. Gospa Irena, vi v letu 2016 kaj bi izpostavili? Ja, torej pri nas imamo zopet malo drugačno zgodbo. Nimamo na takšen način programov, kot ste jih zdajle slišali v okviru Ministrstva za delo, pač pa imamo programe, ki so vezane na 3 naša ključna področja, torej kmetijstvo, gozdarstvo in pa imamo tudi program usposabljanja za čebelarje. Gre za letne programe, ki jih nekako izoblikujemo na osnovi delno predlogov, torej iz terena, ki jih dobimo v okviru različnih svetovalnih služb. Potem imamo nekatere potrebe, ki sledijo ciljem, ki sem jih prej navedla v strateških dokumentih, in pa vsebine, ki jih pogojuje Evropska unija, da lahko črpamo sredstva iz strukturnega sklada. Vse te aktivnosti izvajamo preko javnih služb, in sicer javne službe kmetijskega svetovanja, potem Zavoda za gozdove in pa javne službe, ki pokriva čebelarstvo in ga izvaja Čebelarska zveza Slovenije. No, kot novost, ki jo imamo v okviru programa razvoja podeželja, pa je pravzaprav ukrep, ko črpamo evropska sredstva, in sicer gre za sofinanciranje izobraževanja v razmerju 80% evropskih in 20% naših sredstev, torej za programe usposabljanja in pa izobraževanja, pri čemer nam določene vsebine predpisuje že sama, torej Evropska unija, če želimo pridobiti sredstva, del vsebin pa lahko potem tudi sami speljemo preko tega ukrepa. V tem primeru pa so izvajalci tisti, ki jih pač pridobimo v okviru javnih razpisov, in sicer gre za javno naročilo, kjer se lahko pač javijo različne izobraževalne inštitucije, ki pač izpolnjujejo pogoje, ki jih navedemo v javnem naročilu. Seveda vsebine, kot sem že rekla, so takšne, ki so vezane predvsem na kmetijski del. V okviru teh letnih programov pa imamo tudi nekatere druge vsebine. Namreč, ko govorimo o konkurenčnosti naših kmetij, ni dovolj, da poznajo samo tehnologijo, ampak morajo imeti te naše ciljne skupine tudi znanja iz ekonomskih ved, iz okolja in tako naprej. Tako da so pač usposabljanja, ki se izvajajo na različne načine, tudi iz teh vsebin. Zdaj, naš način podajanja izobraževanja oziroma, bom rekla, informacij za torej teh znanj je predvsem torej v okviru različnih delavnic, posvetov, obstajajo tudi krožki, kjer se te ciljne skupine pač usedijo skupaj in predebatirajo določene stvari. No, en del izobraževanja je pa namenjen tudi širši javnosti, kjer pa gre v bistvu za svetovanje oziroma usposabljanje na osnovi različnih tehnoloških priporočil, brošur ali pa člankov, tudi nekih promocijskih aktivnosti. Tako da je zadeva nekako širše zajeta in mogoče malo drugače, kot je pač specifika na Ministrstvu za šolstvo, ker pač pridobivajo neko formalno ali neko drugo obliko izobraževanja. No, tudi pri nas gre pravzaprav za način, da se lahko vključujejo tudi drugi, ker pri izobraževanju teh, ki podajajo znanja, so vsekakor vsebine tudi takšne, ki so vezane na druge vsebine, ne samo na kmetijske. Če imamo pač mi, recimo izobraževalci naši so pogosto kmetijski svetovalci, tudi oni se morajo na nek način naučiti, kako podajati informacijo in tudi recimo, ko razlagajo neka ekonomska znanja, to ni njihovo primarno znanje, ampak ga je potrebno pač pridobiti nekje drugje.
Tako da imamo v tem delu tudi v okviru našega programa del sredstev namenjen tudi za izobraževanje teh, ki potem pač posredujejo znanje naprej do kmetov, do gozdarjev in tudi ostalih. No, pomembne vsebine, ki so še dodatne in kjer se vključujejo tudi drugi, so predvsem okoljske, kjer je tudi del informacij, ki nam jih pomagajo nekje posredovati do naših uporabnikov, tudi iz različnih inštitucij, ki se ukvarjajo predvsem z okoljskimi vsebinami, podnebnimi vsebinami in tako naprej. Se pravi, to so trije ključni, bom rekla, ukrepi, kjer pač izvajamo izobraževanje za potrebe torej naših ciljnih skupin, ki jih predstavljajo pač kmetije, gozdarji oziroma lastniki gozdov in potem recimo tudi čebelarji in pa nenazadnje tudi vsa javnost, ki je potem deležna in ki živi v nekem določenem okolju in prostoru. Najlepša hvala. Še gospa Darja. Ja, za predstavitev, prosim. Pri tem, ko predstavljamo naše ministrstvo, bi posebej izpostavila, da mi nimamo recimo nekih programov na ravni kohezijske politike, ki bi posebej bili namenjeni izobraževanju in usposabljanju za okoljske izzive in trajnostni razvoj. Imamo pa en sklad za podnebne spremembe, o katerem bom v nadaljevanju govorila, in seveda poskušamo čim bolj sodelovati z Ministrstvom za izobraževanje in drugimi ministrstvi pri teh vsebinah, pri teh ciljih, s tem, da seveda vedno gledamo širše, se pravi v okviru paradigme trajnostnega razvoja, in tukaj je tudi nekako povzetek tega, kar sem že na začetku povedala. Kako pa mi poskušamo sodelovati z drugimi ministrstvi? No, en pristop je preko okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo, ki sem ga že omenila. Tam imamo recimo tudi vsebine z področja Ministrstva za delo in pa seveda z področja Ministrstva za izobraževanje, kjer upamo, da se bodo te cilji in v bistvu naloge uresničili preko operativnega programa in sicer prednostne osi 10. Ta prednostna os eksplicitno je napisano, da podpira v bistvu cilje 1. do 7. prednostne osi in področje zelenega gospodarstva, ki sem jih na začetku omenila, dejansko posegajo od 3. do 7. prednostne osi. Se pravi, da smo recimo v tem okvirnem programu za prehod v zeleno gospodarstvo pri 8. nekako tematskem sklopu povzeli, da naj znanja in kompetence, ki jih bodo pridobivali mladi in odrasli v okviru recimo različnih projektov, programov, spodbujajo, omogočajo prehod v zeleno gospodarstvo in naj bodo podpora zelenim delovnim mestom. Potem ne gre samo za seveda zeleno gospodarstvo, ampak tudi za življenje v skladu s cilji trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva, kot je na primer trajnostna potrošnja. Potem je poudarjen koncept vseživljenjskega izobraževanja. Glede na to, da se Ministrstvo za delo ukvarja bolj z usposabljanjem oseb na trgu dela, je pri Ministrstvu za izobraževanje izpostavljeno delovno aktivno prebivalstvo in pa posebej izpostavljamo nujo za premostitev vrzeli med znanji in kompetencami, ki so jih odrasli pridobili v preteklosti in tistimi znanji in kompetencami, ki so potrebni za prehod v zeleno gospodarstvo. In ponovno se izpostavlja velike možnosti za odpiranje novih zelenih delovnih mest na številnih področjih zelenega gospodarstva. Pomembno je tudi to, da je treba prilagoditi način izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, se pravi ozelenitev izobraževalne infrastrukture, vključno z energetsko učinkovitostjo,
in pa seveda tudi uvesti trajnostni način življenja in delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, se pravi, da recimo tudi omogočimo ekološko prehrano. No, kot sem omenila, pa mi imamo neka sredstva, s katerimi upravljamo, in sicer v letu 2016, predvsem iz sklada za podnebne spremembe, kjer smo poskušali zajeti v naših načrtih tako prvo kot tretje prednostno področje, se pravi temeljno izobraževanje odraslih o trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah. Posebej poudarjamo izobraževanje javnih uslužbencev, letos smo imeli učitelje osnovnih šol, prihodnje leto tudi javne uslužbence. Potem imamo konkretne poklicne skupine ali sektorje na področju kakovosti zraka in pa energetska učinkovitost, to je področje, pri katerem sodelujemo z Ministrstvom za infrastrukturo zelo uspešno. No, potem so pa še druge možnosti, predvsem je to javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, kjer še ne morem govoriti o izbranih projektih, ker je postopek izbora še v teku, ampak vidite, lahko nekako prepoznate vse te cilje, vsebine, o katerih sem že govorila, to se pravi od zelenega gospodarstva in pa širše tudi konkurenčne nizkoogljične družbe, podnebne spremembe, tako blaženje kot prilagajanje, in pa izpostavila bi dva pomembna dogodka v letošnjem letu. Letošnje leto je za okolje in trajnostni razvoj izjemno pomembno. Zdajle se pričakuje sprejetje novega mednarodnega podnebnega sporazuma na pariškem vrhu, ki se začne konec tega tedna, in pa seveda agenda po letu 2015 oziroma te globalni cilji trajnostnega razvoja. Najlepša hvala. Še naše matično ministrstvo, Katja, izvoli. Hvala za besedo. Kar se tiče sredstev integralnega proračuna za izobraževanje odraslih pri našem ministrstvu, ni bistvene spremembe. Vprašanje pa je, kaj v letu 2016 s sredstvi operativnega programa. Kot veste, je izobraževanje odraslih umeščeno v 10. prednostno os znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Za razliko od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki se v okviru prednostne osi 8 ukvarja z brezposelnimi, zlasti, kot je Irena povedala, mlajšimi in tistimi, ki so dlje časa brezposelni, bo Ministrstvo za izobraževanje namenilo vsa sredstva populaciji, ki je zaposlena. To je dogovor med obema ministrstvoma, tako da na vprašanje, ali bomo mi namenjali sredstva za brezposelne osebe, je odgovor ne. Zdaj pa malo bolj konkretno. Jaz bom poskušala predstaviti naše ukrepe v okviru prednostnih področij resolucije o nacionalnem programu. Splošno izobraževanje odraslih in dvig izobrazbene ravni bom obravnavala skupaj. Kakorkoli že govorimo, obrabljena fraza gor ali dol, ampak staranje prebivalstva je ena najbolj žgočih tem, ena zelo žgočih problematik Evropske unije in tudi Slovenije, ki ogroža gospodarsko rast, ki ogroža konkurenčnost in seveda tako ali drugače vpliva na podsisteme, naj si bodi sociale, zdravstva in tako dalje. Glede na vse to, da podatki kažejo, da s starostjo vključenost v izobraževanje upada, da se beleži pri starejših pomanjkanje splošnih in poklicnih kompetenc, da se
delovna doba podaljšuje, da so podjetja in tudi druge organizacije odvisne od hitrosti pridobivanja znanja in kompetenc, bo naše ministrstvo v obdobju do leta 2022 izvajale ukrepe za manj izobražene zaposlene in za tiste zaposlene, ki so starejši od 45 let in imajo seveda pomanjkanje kompetenc. V tem okviru bomo sledili dvem ukrepom, in sicer prvi ukrep so izvajanje programov za dvig splošnih in poklicnih kompetenc in programi za dvig izobrazbene ravni. Seveda ob tem je treba povedati, da rabimo vrsto prečnih aktivnosti in prečnih dejavnosti, ki jih bomo tudi financirali, to bomo videli kasneje v okviru drugega cilja, in tudi podporo izvajalcem, ki jo poverjamo Andragoškemu centru Slovenije. Sredstva namenjamo tudi za promocijo. V zvezi s promocijo potekajo še pogovori in preden ta vprašanja dokončno zapremo, bomo imeli še nekaj sestankov z deležniki. S tem mislim na združenja, Andragoški center Slovenije, na Sklad za razvoj kadrov in štipendiranje in tudi konzorcij srednjih šol. Torej, dajemo poudarek ključnim kompetencam. Želim pa seveda, da pri izvajanju in predvsem pri pripravi in izvajanju programov za pridobitev temeljnih kompetenc, ki bodo neformalni programi in programi UŽU, uporabite in izkoristite ves tisti know-how, ki je bil narejen v pretekli finančni perspektivi. S tem mislim na opisnike temeljnih kompetenc, ki jih je pripravljal Andragoški center Slovenije, opisnike, ki jih je pripravil Center za poklicno izobraževanje in Zavod za šolstvo. Je pa seveda eno pomembno vprašanje, ki se nam vsem postavlja, to pa je osveščanje delodajalcev. Pri realizaciji teh ukrepov seveda bodo prav delodajalci igrali najbolj pomembno vlogo. Prebijati bo potrebno stereotipe in mnenje marsikaterega delodajalca, da se starejši težje učijo, da s starostjo pada intelektualna moč. Najnovejše raziskave kažejo ravno nasprotno. Ti stereotipi pravzaprav ne držijo. Intelektualne sposobnosti se s starostjo ne zmanjšujejo. Starost pravzaprav pomeni tudi veliko več kritične presoje in boljše reševanje problemov. Starejši imajo tudi razvito navsezadnje bogato socialno omrežje in tudi so, kar se tiče pripadnosti organizacij, veliko bolj zanesljivi. Skratka, v trendu podaljševanja obdobja zaposlitve postaja smiselno, da vzdržujemo in izboljšujemo temeljne in poklicne kompetence in tudi dvigujemo izobrazbeno raven za to ciljno populacijo. Dovolite mi, da na kratko povzamem še ukrep na drugem prednostnem področju, na drugem slajdu. Mi smo prej slišali, da bomo iz sredstev nove kohezijske politike financirali nadaljnji razvoj in nadgradnjo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Mi načrtujemo dva ukrepa, in sicer razvoj in implementacijo programov specializacij na horizontalni ravni po pridobljeni srednješolski in višješolski izobrazbi in tudi prekvalifikacije za tiste zaposlene, zlasti v zdravstvu in kulturi, ki zaradi spremenjenih pogojev dela več ne morejo opravljati. In še tretjega področja bi se dotaknila, zato nimam drsnika, vendar naj povem, da bomo v okviru drugega specifičnega cilja tudi financirali
izvajanje informativno-svetovalne dejavnosti za odrasle. To pomeni nadgradnjo obstoječih modelov, tako da se modeli razširijo tudi oziroma oplemenitijo za ciljno populacijo zaposlenih. Imamo dobre prakse in tudi v letošnjem letu se zaključujejo zadnji projekti, ki so povezani prav z svetovanjem in vrednotenjem neformalno pridobljenih znanj. Načrtujemo tudi usposabljanje strokovnih delavcev in nadgradnjo drugih podpornih dejavnosti, zlasti promocije. Usposabljanje strokovnih delavcev bo nadaljeval Andragoški center Slovenije v okviru ukrepov v omenjenih ciljih in tudi drugih ukrepov, ki so pokriti strani službe za razvoj kadrov pri našem ministrstvu. Toliko morda o OPEJ-u na kratko. Hvala. Hvala lepa, Katja. Še en krog. Gospa Hermina, vi ste že omenjali sodelovanje z drugimi ministrstvi. Imate še kakšne ideje o tem, v kakšnem stavku, dveh? Gremo po drugem vrstnem redu, Irena. Ja. Malce preskakujemo. Izvolite. Torej, ko sem razmišljala o možnostih sodelovanja z drugimi ministrstvi, res je, nismo mi Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje, torej smo bolj specifični, ampak glede na to, da kmetijstvo s svojimi vsebinami posega tudi na druga področja, je sodelovanje tudi z drugimi resorji vsekakor že zdaj večkrat uveljavljeno in mislim, da bo tudi v prihodnosti. Eno, kar sem že omenila, je recimo javna naročila v okviru programa razvoja podeželja, kjer bodo vsebine zelo različne in že sedaj, ko smo izvedli v prvem letu, ko izvajamo program razvoja podeželja in smo razpisali vsebine kmetijsko-okoljskih programov, pa dobrobit živali, pa gozdarske vsebine, smo dobili zanimiv izziv. Niso se nam javile samo inštituti, torej ne samo naše, kot rečemo, te paradne službe, ki jih imamo, torej Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zavod za gozdove, ampak so se nam pojavile tudi druge inštitucije, kot je recimo Inštitut za trajnostni razvoj in tudi različne fakultete oziroma srednje šole, ki pokrivajo te vsebine. Naprimer, na področju gozdarstva se nam je pridružila srednja šola iz Postojne, ki izvaja izobraževanje skupaj z Zavodom za gozdove na področju varnega dela v gozdu, kar veste, da je glede na žled, ki smo ga imeli v letu 2014, zelo pomembna in torej zanimiva vsebina. No, imamo tudi izkušnjo recimo na projektu, namreč, ko je zdajle moja sogovornica razlagala izobraževanje oziroma usposabljanje tistih, ki se izobražujejo oziroma ko pripravljamo gradiva za svetovanje. Namreč sistem pri nas je narejen tako, da je pravzaprav večstopenjski, da mi torej imamo program, v okviru programa izobražimo svetovalce oziroma izobraževalce in ti potem prenašajo znanje naprej. No in v okviru tega izobraževanja se potem na nekem centralnem nivoju pripravljajo tudi gradiva oziroma strokovne podlage. In recimo na zelo aktualno temo prilagajanja podnebnim spremembam, recimo imeli smo primer dvoletnega dela, kjer smo pripravili tehnološka priporočila za obvladovanje oziroma za pridelavo koruze v sušnih razmerah in potem v drugem letu pripravili tudi karto ranljivosti Slovenije po posameznih območjih glede suše, smo ta projekt izvajali pravzaprav v okviru 3 ministrstev. Kmetijstvo je pač poskrbelo za ta prvi del, ko govorimo o konkretnih tehnoloških ukrepih. Zraven je bilo vključeno Ministrstvo za okolje oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje, kjer so nam posredovali informacije in izhodišča in podatke v zvezi z vremenskimi razmerami in potem kot tretje je bilo vključeno Ministrstvo za obrambo
oziroma Uprava za zaščito in reševanje, kjer pa je njihov domet ocena škode oziroma posledic. In tako je nastal en skupni projekt, ki si ga lahko ogledate tudi na spletni strani, oziroma si ga boste še, mislim, da še nimamo te karte. To je karta ogroženosti Slovenije glede na sušo, kar je pravzaprav en takšen pripomoček, ki lahko služi tako svetovalcem, ko naprej podajajo znanje, kot pa tudi recimo samim ali kmetijskim predelovalcem, pa verjetno še marsikomu, ko bo pač poskušal dobiti neko sliko območij glede ogroženosti. No, to je recimo en takšen primer nekega medresorskega sodelovanja, predvsem, bom rekla, jaz vidim več v pripravi gradiv oziroma izobraževanju teh, ki potem prenašajo znanje, pa najbrž se tudi na nivoju, ko gre za direkten prenos znanja, lahko predvsem vidimo precej vsebin je zelo takšnih, ki so povezane z okoljem, tako da mislim tudi, da Ministrstvo za okolje je pogosto naprošeno vsaj za sodelovanje ali pa pripravo različnih brošur. Naše ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj, podnebne spremembe so pravzaprav vsebine, ki so zelo tesno povezane tudi z Ministrstvom za okolje. Tako da mislim, da je kar nekaj takšnih, kjer se najdemo. Ko pa govorimo o izobraževanju, no mogoče pa sam to, tudi mi en delček prispevamo, sicer ni v tem primeru prav izobraževanje za odraslih, ampak ko govorimo še o izobraževanju v, bom rekla, postopku rednega izobraževanja, tudi delno financiramo izobraževanje iz praktičnega pouka. No. Tako da smo vključeni tudi v te procese. Hvala lepa. In vaš nasvet morda tej skupnosti bi bil, da naj bomo pozorni na razpise, ki jih objavljate, priložnosti, ki se ponujajo in da se pogumno vključujejo v to, kar počnete. Hvala lepa. Organizator pravzaprav ni važno, kdo je. Če ima za sabo strokovnjake in predavatelje, je lahko tudi nekdo drug. No. In izkušnje so, da pri razpisih iz programa razvoja podeželja je lahko tisti, ki je nosilec, tudi nekdo drug. Vsebine so pa tako različne, da itak z eno stroko ne prideš skozi. Da moraš v vsakem primeru še nekoga iz nekega drugega področja pritegniti zraven. Hvala lepa. Gospodarja. No, zdaj ste lahko tudi slišali, da program razvoja podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo namenja kar nekaj sredstev za okoljske cilje. Slišali smo oceno, da preko 50% je tudi na tem, v bistvu preko 50% sredstev tega programa, tako da je pomembno tudi izobraževanje za zeleno gospodarstvo. No, kot sem že omenila, predstavila, naše področje je zelo horizontalno. To se pravi, da ukrepe iz področja zelenega gospodarstva izvaja kar več ministrstev, poleg kmetijsko-gozdarskega in prehranskega sem omenila Ministrstvo za infrastrukturo, kjer imamo trajnostno energijo in promet predvsem. Potem seveda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, imamo recimo tudi Ministrstvo za finance z veliko ukrepi, kot so zelena javna naročila, primer. Tako da je velik del naših aktivnosti seveda povezovalen in poskušali smo predstaviti v okvirnem programu za prehod v zeleno gospodarstvo nekako celovito sliko teh ukrepov in jih še nadgraditi. Seveda je tukaj veliko dokumentov, programskih dokumentov in po posameznih sektorjih, resorjih in seveda tudi veliko evropskih sredstev, ki so namenjeni različnim zelenim ciljem in vsebinam. No, mi sodelujemo seveda tudi pri konkretnih ukrepih z vrsto ministrstev in pa organiziramo dogodke, ki so pravzaprav tudi že izobraževalni
Naj omenim recimo posvet, ki smo ga koordinirali, to je bil 1. junija, povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost, kjer je spet več ministrstev in načrtujemo nadgradnjo spomladi 2016. In tam na takih dogodkih lahko tudi vsi vi pridobite najbolj aktualna znanja z teh področij zelenih trajnostnih. No, potem je bila zelo odmevna mednarodna konferenca za krožno gospodarstvo. 30. novembra smo jo skupaj z Ekologi brez meja organizirali na Brdu. Za primer, kako sodelujemo, naprimer, bi izpostavila Ministrstvo za infrastrukturo na področju energetske učinkovitosti. Treba je upoštevati, da oni imajo že nek sistem, preko katerega delujejo in izvajajo ukrepe in seveda tudi svoje programe, kot so različni akcijski načrti za obnovljive vire energije, učinkovito rabo energije, pa seveda na ravni EU je tudi že, so programi, so dodatna sredstva, poleg teh kohezijskih sredstev, ki so bila danes omenjena, pa seveda poleg sredstev, ki jih imamo v okviru Sklada za podnebne spremembe. Recimo tukaj obstaja program energetskih svetovalcev, en svet, ki smo jih mi tudi preko podnebnega sklada usposabljali oziroma smo financirali njihovo usposabljanje na pobudo Ministrstva za infrastrukturo. Potem imajo lokalne energetske agencije, ki so marsikdaj izjemno aktivne tudi na področju izobraževanja in usposabljanja tudi odraslih. Recimo Goriška lokalna energetska agencija velikokrat pridobivajo tudi dodatna sredstva iz različnih mednarodnih programov ali čezmejnih ali bilateralnih ali različnih, ne vem, norveških, švicarskih mehanizmov in tako naprej. Občine imajo lokalne energetske koncepte, kjer spet opredeljujejo te različne aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. Potem to ministrstvo ima veliko sredstev za energetsko obnovo stavb in tudi seveda javnih stavb, zato da je spet tukaj priložnost, da se recimo stavbe, ki so obnovljene za izobraževalne namene, nekako te projekte dopolni z tudi izobraževalnimi aktivnostmi. Izobraževanje učiteljev smo seveda tudi financirali, ta projekt je bil razpisan oziroma naročen na pobudo Ministrstva za infrastrukturo. Posebej bi izpostavila projekt Slovenija znižuje CO2 dobre prakse, ki ga je v preteklosti izvajal UKOM z evropskimi sredstvi, letos pa je tretji krog, ki ga mi financiramo sredstvi podnebnega sklada in tukaj so dobre prakse, za katere naredili in ravno sedaj imamo objavljanje novih dobrih praks in boste presenečeni, koliko imamo že na tem področju pravzaprav gradiva, iz katerega se lahko učimo. In to bi bil tudi cilj, ki ga želimo pravzaprav realizirati v prihodnjem letu, da nekako povzamemo vse tiste dragocene projekte in damo širšo, nekako na sistematičen način v uporabo gradiva, znanja, ki so bila razvita in pridobljena v okviru teh projektov. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za namig, da smo pozorni na ta gradiva, pa gotovo tudi povabilo celotni tej naši skupnosti, da ustvarjamo takšne primere dobre prakse in mislim, da smo že na dobri poti. Katja, ti si že prej tudi nekaj omenila, bi še želela dodati? Morda samo 3 točke. Pri
oblikovanju ukrepov operativnega programa seveda je naše sodelovanje najbolj tesno z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, z drugimi ministrstvi v okviru OP-ja nekoliko manj, vendar izkazuje se, da je teh prečnih področij očitno tudi iz dozdajšnje razprave kar nekaj, se pa seveda stičišča razlikujejo od sektorja do sektorja. V prihodnje se mi zdi, v prihodnjem letu, da je mogoče to povezovanje nadgraditi v povezavi z uresničitvijo tretje faze Evropskega programa za usposabljanje odraslih EPUO. Na zahtevo Evropske komisije bomo v Sloveniji vzpostavili nacionalno koordinacijsko telo za uresničevanje tega programa, tako da bomo v nacionalni odbor vključili tudi resorna ministrstva in predstavnike drugih nacionalnih ustanov in deležnikov. Pred nami je seveda vprašanje emigracijskih tokov in seveda veliko vprašanj in izzivov pred resornimi ministrstvi. Postavljala se nam bodo gotovo vprašanja povezana z integracijo migrantov v družbo in seveda v tej zvezi bo najbrž potrebno z nekaterimi ministrstvi v prihodnje to sodelovanje še okrepiti. Tega slednjega vprašanja se je treba lotiti z veliko odgovornostjo, spoštovanjem in osebnim dostojanstvom, pa tudi z spoštovanjem evropskih vrednot. Povem naj še to, da se mi zdi, da bi bilo mogoče bolj izkoristiti možnosti in kapacitete naše osrednje institucije Andragoškega centra Republike Slovenije. Zlasti mislim pri tem na možnost usposabljanja tistih izobraževalcev odraslih, ki poučujejo v različnih programih, ki se izvajajo v različnih ukrepih pri resornih ministrstvih. Za konec pa le to, da Ministrstvo za izobraževanje ne sodeluje samo z resornimi ministrstvi, pač pa tudi z drugimi deležniki, z gospodarstvom, sindikati, lokalnim okoljem, združenji, društvi in zvezami. Zdi se mi pa pomembno in za konec poudarjam zlasti poslušanje, pogovarjanje in iskanje možnosti za odpiranje dialoga in iskanje boljših rešitev za naš skupni jutri. Hvala lepa, Katja, in dragocen je tudi tvoj namik, ki si ga izrazila pred tem, namik auditoriju, da uporabijo v naslednji fazi projektov ESS čim več tega, kar je bilo že doslej narejenega. Ne? Irena, še kot zadnja na temo sodelovanja ministrstev. Ja, no. Že prej sem povedala, kje približno na operativnem programu sodelujemo z določenimi ministrstvi. Je pa res to, da Ministrstvo za delo išče sinergijo med vsemi deležniki na področju izobraževanja. Se pravi, mi kot ministrstvo sodelujemo v bistvu z vsemi inštitucijami, s katerimi sodelujemo Ministrstvo za pristojno za izobraževanje. Ne vem, mogoče 2 projekta, ki sta bila v zadnjem času zelo taka medresorska, sta bila recimo v lanskem letu, mislim ne, v letošnjem letu, ne vem, se spomnite žleda, ne? Tam smo imeli javna dela na področju žleda, kjer smo sodelovali z Ministrstvom za kmetijstvo, tako zelo tesno. Potem smo imeli recimo zdajle v zadnjem mesecu ravno z pojavom te migracijske krize v Sloveniji odprt razpis, se pravi zopet javna dela za pomoč migrantom, se pravi z Ministrstvom za notranje zadeve. Z vsemi deležniki pa moramo sodelovati, če želimo razvijati določene zadeve. In v OP-ju se je to pokazalo, da je nujno. Se pravi, vsaka institucija, ki je za nekaj pristojna, mora opravljati svoje delo. In to smo probali z novim OP-jem narediti. In v tem delu, ja, tako kot je prej rekla Katja, smo naredili neko ločnico med Ministrstvom za izobraževanje in Ministrstvom za delo. V pristojnosti inštitucij, se pravi, kdo je pristojen za
formalno izobraževanje in kdo je pristojen za neformalno izobraževanje. Kot sami veste, pri nas sodelujemo tesno z dvema našima inštitucijama, kot je Zavod za zaposlovanje in Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. No, ampak tukaj lahko dobro itak pohvalimo Zavod za zaposlovanje z enormnim številom projektov in dela, ki ga vlagajo v brezposelne osebe, tudi na področju svetovanja, ampak ne smemo pa tudi na Javni sklad pozabiti. Oni so v zadnji perspektivi peljali en projekt kompetenčnih centrov, ki je naredil nek miselni preskok v izobraževanju in sploh v gledanju in seznanjanju z področji kompetenc v Republiki Sloveniji. Ta projekt mislimo tudi v prednostni osi 10 nadaljevati. No in v tem delu imamo stičišče z Ministrstvom za gospodarstvo, ki je, ne vem, mislim, da je bila pametna specializacija potrjena 3. novembra, tako da se je začel dialog tudi na tem področju, predvsem s temi horizontalnimi ukrepi, ampak kot Katja lepo slovensko reče, prečnimi ukrepi, ne, se lepo učim od Katje. Tako da delamo zelo veliko, nobenega ne izključujemo, ponavadi vključujemo. Tako da vsi projekti, ki so namenjeni izobraževalnim inštitucijam, bojo potekali ali preko Zavoda za zaposlovanje ali preko Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Se pravi, to so razpisi, ki jih bojo oni objavljali. Imeli bomo tudi en direktni razpis, to so predvsem regijske štipendijske sheme. V tistem delu imamo trenutno malo problemov, zaradi tega, ker bojo mogli se pravi regijske razvojne agencije pridobiti javno pooblastilo preko Ministrstva za delo in se pravi preko javnega pooblastila bojo lahko dobile tudi direktno, se pravi to neposredno financiranje, tako da ne bomo imeli vmesnega člena, ki je bil prej Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Se pravi, v določenih zadevah tudi želimo racionalizirati zadeve in mislim, da smo jih. Mogoče pa ne vem, če ste danes že tole povedali, ampak na osmici, se pravi prednostna os 8, imamo za celotno perspektivo na razpolago 368 milijonov. Se pravi, za 9. prednostno os, se pravi socialno vključevanje, imamo na voljo 275 milijonov evrov. Na 10. prednostni osi, se pravi vse življenjsko učenje, imamo na voljo 286 milijonov evrov za naslednjo perspektivo. Zelo velik delež tega denarja je namenjen formalnem in neformalnem izobraževanju v takšni ali drugačni obliki. Super, hvala lepa. To je dobro slišati, koliko denarja je. Irena, ko smo se malo pripravljali na tole, smo še malo o vseživljenjski karierni orientaciji spregovorili. Pa bi s tem tudi malce napovedala prispevek, ki ni sicer v programu, dr. Zoran Jelenc nam je v pobudah, ki jih lahko vedno izrazite, ko se prijavljate, povedal, da bi želel rezultate raziskave, ki jo je na to temo naredil. Ampak Irena, bi ti še karkoli ali boš potem se recimo odzvala na tole tvoje izbiranje? Odzvala bi se tudi potem, ampak lahko pa povem, izvoli. Da smo imeli v bistvu 2 projekta in tudi v novi perspektivi imamo nov projekt vseživljenjske karierne orientacije. V tem delu bi rada izpostavila to, da smo z vzpostavitvijo nacionalne koordinacijske točke, ki je na Zavodu za zaposlovanje, združili vse deležnike, ki se ukvarjajo z vseživljenjsko karierno orientacijo v Sloveniji. Nobeden ni bil izpuščen. Se pravi, v tej nacionalni koordinacijski točki so tako svetovalci osnovnih šol, svetovalci srednjih šol, svetovalci kariernih centrov na univerzah, se pravi svetovalci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ICO-jev, se pravi vse deležnike smo združili. Prav tako je vsem tem deležnikom so na voljo vsi rezultati te zaključene perspektive z vsemi pripomočki za karierno svetovanje. Vseživljenjsko karierno svetovanje je vključeno tudi v mrežo ELGPN na evropski ravni,
Tako da imamo tudi možnost prenosa znanj in izkušenj iz ene in v drugo smer. Se pravi, na naši strani smo toliko naredili, da lahko imamo dobre prakse tudi za tujino. Ta nacionalna koordinacijska točka ostaja. Se pravi, ampak zdaj zopet, kot sem že prej rekla, da smo probali razmejiti pristojnosti. Pristojnosti so razmejene, tiste, se pravi, osnovne šole, srednje šole, univerzitetni karierni centri so pod okriljem, pa ICO-ji so pod okriljem Ministrstva pristojnega za izobraževanje. Se pravi, vse, kar imamo pa preko Zavoda za zaposlovanje na naši strani, s tem, da je velik del posla opravil za zaposlene tudi naš sklad, ki je pa imel projekt vseživljenjska karierna orientacija za zaposlene, kjer je bila vključenost v primerjavi z vsemi ostalimi deležniki enormna. Tam so bili rezultati zelo visoki. Mislim, da je bilo, mogoče me bo, če je kakšen kolega iz sklada prisoten, popravil, ampak mislim, da je bila vključenost v 3 letih čez 35,000 vključitev zaposlenih preko teh projektov, kar se tiče kreiranja lastne karierne poti, v drugem delu pa o zaveščanju delodajalcev o pomembnosti vseživljenjskega učenja v samih podjetjih. Tudi ta del bomo v novi perspektivi krepili naprej. Smo se pa, kot sem že rekla, razmejili. Tako da bo vsak pač opravil svoj del posla in svoj del odgovornosti v tem delu. Super, hvala lepa.